Živijo vse skupaj in dobrodošli v seriji kratkih intervjujev serije 20 Chocolate Downhill Cup. Z mano je vroča roba slovenske downhill scene Luka Berginc, ki je zmagal skupno evropski pokal IXS in pa v bistvu lanšcal Andoraše v Ajdovščini, kar je pa kar dober. Luka, pozdravljen. Piš mi, daj gledalcem na kratko piš lansko tvojo sezono. Ja, zanimiva. Ups and downs, itak 2 zmagi na začetku evropski pokal, Loš in Maribor, pol pa na glavo vse na ringu, pač se zgodi neumna napaka. Pol pa neke težave z glavo gor dol, pol smo pa nekako rešili za zadnjo dirko v Pili, ker sem bil pa 6. mesto, pa da bo dosti za skupno zmago. Čestitam, respekt. To je v bistvu tvoj highlight karijere, če ko pogledaš. Bi lahko rekel, ja. A se ti odprejo kakšna obzorja glede sponzorstva in financ, kad ti zmagaš evropski pokal? Realno, nekaj malega, ja, ni pa to zdaj... Milijoni. Niso pa milijoni. Ne, nismo milijoni, nismo še v golfu. Nismo še v golfu. Dej pa povej, rekel si poškodba glave. Ja. Marsikdo se ne zaveda, da je to v bistvu kar resna stvar. Ja. Pa tudi jaz priznam, da mogoče na začetku sem malo podcenjeval to zadevo, ampak ko se pa zgodi enemu takmu, fit modelu, ko si ti, da opiš malo to, kva je treba paziti, kva je to res pomembna stvar. Ne vem, tudi jaz nisem vedel, zakaj se gre. Ampak kar naenkrat se ti začnejo težave, take, ki jih misliš, da jih ne moreš imeti, ker ne moreš nič delati, telo ti ne pusti, zmeden si. Tudi tako mišice sploh ne delujejo, dejansko zgubil sem res vso mišično maso, kondicija, nimaš volje do treningu, ful zanimivo, no. Pol pa počas začneš ugotavljati, pa greš k enemu, pa drugemu, pa ti to pove, pa uno, pa malo podcaste poslušaš. Tani Seagrave, isti primer kot jaz, sem poslušal njen podcast, sem samo čekiral, to sem imel, isto, ker to identično. Ni samo jamranje, ne? To dejansko je nekaj. To dejansko, ja, sam en, ki ni nikoli doživel tega, ti ne bo verjel oziroma ne bo nikoli razumel tega, no. Tako da, sem pa z nekimi dihalnimi vajami, pa vajami za oči, za koncentracijo, sem to rešil, pa zdaj pa full uredu. Back on track. Back on track, še zmeraj malo tisto vrat, to senje vrat, pač mislim vrat pa glava v povezavi. Ampak ja, gre na boljš, tako da upimo, da bo zdaj zdržal. Odlično, zdaj pa če se preslikamo naprej, kako potekajo tvoje priprave pred letošnjo sezono? Moram reči, da sem kar zadovoljen, no. Dost sem bil na DH bajku, dost sem bil v džimu, dost na enduro bajku, brez nekih poškodb, te pa sem kakšna mala poškodba, to itak spada zraven. Tako da mislim, da sem kar ready, še malo itak nisem neki temperu zdaj na ta Lošin, ki je zdaj drug vikend, ampak bolj na svetovni pokal, se pravi začetek junija, tako da moram še malo buildati, ampak drugače se vrlo počutim. Odlično, največ priprav delaš kje? Verjetno v džimu. V džimu največ? Ja. Je fizična pripravljenost? Je, pa vem, da bi mogel biti še več na bajku, ampak za bajk vseeno rabiš več cajta. Eden te mora šatljati, bike parki, ki niso zdaj odprti. Tako da pa definitivno je dražji biti na bajku, kot pa v džimu, ne. Razumem. Tako da probam v džimu čim več narediti. Ja. Zdaj pa ni sam džim, vsi mi fani vemo, da tudi ful neki laufaš, neki ekstremne cifre. Daj mi povej, koliko pa zakaj? Koliko cilj je bil, že lani je bil cilj 100 km, pa sem prišel do 70, pol nisem pač, enostavno ne veš, kaj se zgodi po takih. Tako da letos se neko grem, letos je ratila 100. Zakaj? Malo za svoj neki mindset, po drugi strani me pa malo zanima ta ultra zadeve. Tako da zdaj naslednji cilj je 160 km, se pravi 100 miles, to imajo dosti mislim tekem, no, Američani pa tako. A je malo inspired by David Goggins? Ja, definitivno. Je, respekt, to meni ne predstavljajo, jaz da laufaš 20, pa mislim, da dej raj grem. Ne, zanimivo izkušnje. Moraš probati, no. Malo se začneš sam s sabo pogovarjati, pa je full uredu. Pa gre, ne? Pa gre. Odlično. Da mi pa povej, tvoje letošnje plani, kam ciljaš, če smo tako,
Kje imaš skrite želje? Skrite želje je ta nov format svetovnega pokala, tako da upimo nekje. Prvo upam, da pridem v semifinals, pol pa bomo videli. No. Če pridem v semifinals, upam tudi kakšne finale, pa kak live prenos. Ampak ja, cilj je konstanten v pristu semifinals. Bomo držali pasti, ta star. In naj povej tvoje preference, kakšne proge imaš rad, kakšne proge pa sovražiš. Ma ne vem. V bistvu mi je kar vse nekako všeč. Mogoče celo Kamen, kakor je Lošin, to mi je kar zanimiv. Po drugi strani pa tudi recimo Maribor, način Maribora mi je bil ful dober, zemlja, korenina, tudi ni slabo. Mogoče najmanj mi diši ta Lenzerheide, ki je tak nek pesk, pa ne veš kaj je. To je mogoče malo tak, ampak ja, drugače pa nijem prav neke. Univerzalce prav, tako, kar je najboljše, se mi zdi, a ne? Povej še, vse naše fane zanima, valjda, da bomo videli tudi nekakšne dirke slovenskega pokala. Seveda, letos pa, če bo zdravje dalo vse dirke, če bo Robodišče se odprlo, če bo odvetnik rekel, ok, dajmo dirko zrihtati. Boš stresiral progo? Bomo stresiral progo, bomo zrihtali progo, tako da ja, upam, da prije to do njega. The best. Povej pa, Luka, še sporočilo fanom. Kaj vas zanima? Ja, ne vem, nekaj še kvot od Davida Goggins. Ne, imam pa en dober kvot od mojega učitelja športne vzgoje iz srednje šole, Danilo Pudgar, ker je bil tudi skakalc, smučarski skakalc, olimpijski, mislim, da ne bo najboljši rezultat, bilo 7. ali 9. mesto na olimpijskih igrah. Ja? Je rekel, ko spiš, ne živiš, tako da, to je moj kvot, ful dober. Ko spiš, ne živiš? Ja, tako da, Odlično. ni slavo. Luka, najlepša hvala za tvoj čas. Upam, da vam bila ta epizoda všeč. Za več spremljajte naš kanal Slovenija Cycling MTB. Naslednjo epizodo pa bo že z nami Jure Žabek, tako da spremljajte.